Pri Ralfu Bekerju, ki smo ga gostili že dvakrat v zadnjih 15 letih, gre vedno za to, da nam on preko svojih inštalacij omogoči nekakšen vstop, nekakšno empatijo do mehanizma, do stroja, ki ga je razvil. In s tem nekako insinuira, da ima vsak stroj neko svoje notranje življenje, ki ga ne moremo predvideti, ki ga ne moremo vnaprej načrtovati. Ta metafizika, ti demoni, ki živijo v teh strojih, in mi ponavadi doživljamo skozi recimo napake, skozi zdrse, gliče, skozi nerazumljive dogodke, ki se nam dogajajo, recimo, karkoli uporabljamo, predvsem v naši elektroniki, ne vem, pri telefonih, računalnikih in tako naprej. Skratka, se nam dogajajo ene stvari, ki jih ne znamo pojasniti, tudi inženirji jih ne znajo pojasniti. No in Ralfa zanimajo prav ti zdrsi, te napakce in jih v svojih inštalacijah praviloma uporablja kot gradnike, kot prvine, ki jih multiplicira in s tem, ko jih multiplicira, jih naredi bolj zaznavne in ko zaznavamo te napake v taki množici, najprej vidne, potem pa v taki množici, lahko ugotavljamo oziroma opazujemo neke dinamike, ki se pred nami dogajajo. In v projektu Floating Code imamo celo pokrajino teh lučk, ki utripajo. Vsaka lučka, vsakič, ko utripne, sproži nek zvokec. Celotna inštalacija ni vnaprej programirana, ampak deluje kot nevronska mreža, zelo spontano. Namreč vsaka vertikala, na kateri je ta lučka, ima svetlobni senzor in ti senzori so različno občutljivi na svetlobo. Najobčutljivejši so senzori, ki zaznajo en foton. In takrat, to je tudi senzor, kjer se ponavadi, ko zalavamo to inštalacijo, vse skupaj začne. Skratka, zazna neko svetlobo, par fotonov, vžge lučko, ko pridejo ti fotoni oziroma količina teh fotonov do nekega praga, se vžge lučka. Ta lučko zazna naslednji senzor, ki se tudi vžge. Ta, ki je videl to lučko, se ponovno vžge, skratka, in tukaj gre za neko komunikacijo med posameznimi temi vertikalami, ki vsaka vertikala ima pa ta prag drugače naštiman. Tako da kar naenkrat dobimo eno pokrajino teh svetlobnih teles, ki se zaznavajo vzajemno in ki so odvisne ena od druge. In recimo, če se sprehodimo po tej pokrajini, s tem, ko mečemo senco na določene senzorje, tudi posredno vplivamo na to pokrajino, na ta landscape. Tako da imamo v bistvu tak zelo sublimen potopitveno okolje, kjer smo potopljeni v nek tehnološki organizem, interaktiven. Ta interakcija ni igričarska, ne moreš tam se nekaj igrati, pa vidiš nekaj narediti, pa tam nekaj skoči, ampak te povezave so tako subtilne, da to recimo naše sprehajanje, to metanje sence se zelo malenkostno zaznava. Je pa zelo zanimivo to opazovati več časa, zato so tudi stoli v tem prostoru, kjer lahko opazuješ, kako se ta komunikacija v tem organizmu tehnološkemu, v tem kibernetičnem organizmu, kako se ta komunikacija premika po prostoru in nikoli ni enaka. Tako da v resnici tukaj imamo en tak zelo kontemplativen pis, zelo kontemplativno postavitev, ki nas napoteva na to, da naše sobivanje s stroji zahteva neko določeno empatijo, ki jo moramo razviti, in da stroji sami po sebi imajo tudi neko svoje življenje, ki ga moramo razumeti, zato da lahko z njimi funkcioniramo.